Dober dan vsem skupaj. Hvala za napoved. Sem zelo vesela, da sem lahko tu. In sicer, kot ste opazili, govorili bomo o slovanskih kulturah. In zdaj je mogoče eno vprašanje, zakaj sem jaz tu, a ne? Saj kot strokovnjakinja za slovensko književnost seveda spada med slovanske kulture, ne pa med zahodnoslovanske. Tu moram zdaj povedati, da tukaj bolj jaz nastopam kot strastna bralka. Se pravi, ne samo, da berem slovensko književnost, ampak berem slovanske književnosti in sem zelo vesela, da smo končno prišli do te faze, da poudarjamo pomen slovanske, seveda tudi slovenske književnosti in da nekako se ukvarjamo tudi samo slovansko književnostjo. Toliko se vedno tudi pri prevajanju podrejamo različnim velikim kulturam, se mi zdi. Tudi ogromno je prevedenega z različnih področij, ampak slovanskih je pa šele v zadnjem času, se mi zdi, so se stvari malo bolj uredile in sem tega zelo vesela. Ker sem tule kot presenečenje, nekateri niste vedeli, da sem na prvem mestu, bi tudi to rada izkoristila, torej da bi res moje predavanje bilo tudi eno vrste presenečenje. In sicer sem se pripravila tista ključna vprašanja, oziroma poskušala bom odgovoriti na nekaj vprašanj, ki si jih verjetno vsi zastavljate kot bralci, ostali pa tudi najbrž kot knjižničarji. Saj tudi knjižničarji morajo biti bralci. In sicer mene je zanimalo, ker vam bom predstavila 3 romane, pa samo v 15 minutah, seveda se bom zgostila na en problem oziroma na eno stališče in sicer zakaj sem te 3 romane, Temna ljubezen, Otomo in Islandski triptih, izbrala kot romane, ki jih bom predstavila, zato ker so kvalitetni. In zdaj se pa bom seveda najprej vprašala, zakaj sploh vrednotiti romane. Torej, ali ko beremo, vrednotimo, ali rečemo, to je kvalitetno, to ni kvalitetno, ali kar predlagamo vse vprek. Čisto na kratko bom odgovorila, ja, moramo vrednotiti. Zakaj? Ker imamo preveč, jaz bom zdaj samo o romanih govorila, preveč je romanov. Recimo, vsako leto v Sloveniji izide 150 romanov slovenskih. Izide ogromno tujih romanov. Se pravi, zakaj bi govorili, propagirali, se učili o nekvalitetnih romanih, ko je vendarle toliko kvalitetnih romanov. To je tako, kot če bi imeli ogromno hrane pred seboj, celo mizo hrane. A boste res samo burgerje jedli? Se pravi, najbolj nekvalitetno hrano. Najbolj boste kdaj zaradi tega, ker boste na hitro hoteli se nasititi, vzeli burger, ampak ne boste delali vsak dan. Se pravi, zakaj bi samo uspešnice propagirali, to so zame burgeri, če obstaja toliko kvalitetnih romanov. In zdaj nekateri rečejo, ja, saj zdaj smo pa v času demokracije, pa je, da smo v Sloveniji tudi v času demokracije, torej, da smo demokratični. In se pravi, če smo demokratični, potem so pa vse knjige enake, ker so vsi ljudje enaki, ker vsi znamo vse. Vsi znamo pisati, vsi znamo brati, vsi znamo kuhati, vsi znamo popravljati avto, vsi znamo voziti avion. Zato sem rekla voziti avion, da bomo ja videli, da ne znamo vsi vsega. Se pravi, vse kvalitetno, ni res. Vse knjige niso kvalitetne, vsi ne znamo pisati, vsi ne znamo voziti avion, pač taka je realnost. In če kdo trdi, da smo vsi enaki pri branju, jaz to in tudi ostali strokovnjaki imenujejo lažni egalitarizem. Se pravi, delamo se, kako smo prijazni demokratični in rečemo, sej to je lahko zate pretežko, ne tako težko knjigo brati, rajši eno čisto enostavno knjigo vzameš, a veš, pa se boš lepo potolažil. To je za nas, ki se ukvarjamo z branjem, lažni egalitarizem. In sicer zakaj? Ker vodi v tako imenovani sociološki redukcionizem. Jaz kot knjižničar, torej zdaj se bom postavila vašo vlogo, sem na poziciji moči. Ko pride nekdo k meni in me vpraša, kakšno knjigo bi bral? Jaz ga pogledam in si mislim, torej, to je neka mlada oseba in si rečem, ta je še premlad, njega bo tale tema, ga bo čist vrgla s tira, Naprimer, to smo imeli en tak primer, ko smo predlagali roman Vitomila Zupana Menuet za kitaro, ko so se po celi Sloveniji odzvali, to je pa še pretežko za naše maturante, in predvsem so se babice to odzivale, ne maturanti.
babice, torej njihove babice. Se pravi, ti si še premlada, beri samo nekaj slabega mladinskega, vse mladinsko čtivo je tudi slabo in nekvalitetno. Potem vidimo pred seboj neko delavko, malo slabše oblečeno in si rečemo, ta pa ni izobražena, ne. Se pravi, ne, ta se bo preveč trudila, nekaj prebere eno ljubezensko limonado, ne. To je za njo čisto v redu. Ali vidimo, na primer, nekega moškega, malo bo športno oblečenega, ne, pa rečemo, ne, ta pa sam nekaj v zvezi s športom ali pa vohunski romanse, ta pa ja ne bo nič drugega razumel, ne. Kaj smo s tem naredili? Mi smo človeka pustili na isti stopni razvoja. To se mi zdi zelo, zelo grdo in zelo, zelo neodgovorno od nas. Se pravi, mi smo odločili, ta lahko prebere samo to. Nikoli mu nismo predlagali neko malo bolj kvalitetno knjigo, ki je običajno malo težja, ampak težja je samo na začetku, ne. Se pravi, vedno smo mu dajali samo burger. A veste, bila je ena raziskava narejena, so se prostovoljci javili in so jedli 3 mesece burger, samo burger. Po 3 mesecih je en mu želod skoraj razpadel, drugi je dobil ne vem kakšne motnje in tako naprej. Torej, če celo življenje beremo samo uspešnice, samo tako imenovane prijazne knjige, se pravi, da se ja ne bi bralec nič trudil, da bo samo, ne vem, na plaži ležal pa to bral, ne, to pomeni, da smo dajali tem ljudem celo življenje same burgerje. Zdaj pa to, kar govorim, vi meni lahko ne zaupate. Ne? Vi si rečete, kaj pa zdaj ona z te pozicije tule nam predava. Jaz bi se rada malo na višje avtoritete oslonila, da boste mi verjeli, da to vendarle, kar govorim, ni kar tako, da si nisem to jaz izmislila. In sicer bom 3 ene zelo, zelo znane, pa ne mislim, da so najpametnejše, ampak vem, da je zdaj anglo-ameriško področje tako invazivno, da se vedno samo to citira. Zato bom tudi jaz namerno te citirala, ki so najbolj znani. Richard Rorty, Umberto Eco, Jonathan Culler. Rorty je gospod, ki je zelo uveljavljen, je filozof tudi, in se je v številnih svojih knjigah tole domislil. Da, zdaj pa ne bomo več zasledovali kodov, ne bomo več raziskovali strukture besedila, ampak bomo v besedilu samo uživali. Kaj je povedal? Ne več analizirati, ne več interpretirati, samo sedimo in uživamo. To je povedal zato, ker je svojo zelo znano debato proti Umberto Ecu napiril proti temu, ker je Eco vse skozi zagovarjal, da od 4 členov, ki jih uporabljamo, kadar analiziramo, interpretiramo, se pravi bralec, besedilo, sobesedilo in avtor, se je treba najbolj na besedilo, se pravi, najbolj se osredotočimo na besedilo, to je imenoval intenca besedila, mi to imenujemo po slovensko namen, oziroma nekateri tudi intencijskost. Se pravi, tukaj je hotel Cullerju pokazati, no vidiš, ti nimaš prav. Ampak jaz se tukaj strinjam z Jonathanom Cullerjem, ki pravi, ja, seveda, ampak Richard Rorty si je najprej naredil pozicijo, najprej je zelo dobro analiziral, zelo kritiziral vse, spodbijal druge, jih je pospravljal v predale, potem, ko je dobil pa gospod akademsko pozicijo, se je pa usedel na slonjač in je rekel, vi bralci pa hočete zdaj interpretirati, a vi bi pa radi vrednotili. Kje pa lete, dajte, no, vzemite eno knjigo, pa uživajte, a ne? Se pravi, kaj je s tem naredil? S tem je naredil, ne bomo več nič analizirali, interpretirali, ker s tem, ko bomo analizirali in interpretirali, lahko pridemo do drugih tez, kakršne so moje, torej do drugačnih, mene pa že ne bo nihče iz akademske sfere vrgel ven. Jaz pa imam to sfero, da lahko samo uživam. Samo en konkreten primer vam povem, ko sem začela delati svoj doktorat, ko sem preučevala sodobni slovenski roman ob koncu stoletja, so me kar nekaj profesorov rekli, kako boš pa izbrala, sem rekla kvalitetne romane. Kako boš pa, vse se ne dajo kriteriji pri literaturi ugotoviti. Ja, odgovarjam, se dajo. Vsako stvar lahko vrednotimo, seveda so subjektivni in objektivni kriteriji. Jaz bi vam danes rada predstavila nekaj dokaj objektivnih kriterijev, ker jih že od ruskega strukturalizma naprej poznamo, se pa vedno ti kriteriji tudi seveda morajo kombinirati z zunajbesedilnimi
ki jih danes ne bom mogla vseh predstaviti pa povezovati. Jaz bom poskušala biti res čim bolj koncizna in bom govorila o teh 5 kriterijih, in sicer razrealna ustvarjalnost ali konstruktivna destrukcija se imenuje to tudi pač iz ruščine izvira to, ne. To pomeni, da bomo poskušali v tekstu najti inovativnost, ustvarjalno odnos do stereotipov, teh, ki bom jaz jih predstavila danes, ne, nepredvidljivost, neschematičnost, izognitev redundanci. Redundanca pomeni, da ponavljamo stalno iste informacije. To pomeni, na začetku odprem roman, to se meni dogaja od 10 romanov, ki jih berem pri 9. Odprem roman, priberem 5 strani, že vem, kaj bo sredina in kaj bo konec. Ker ponavlja samo iste stvari, torej je popolnoma redundanten, ampak očitno nekateri to zelo radi berejo, samo znane informacije, ne, zato tudi nastane uspešnica. Neschematičnost, izognitev redundanci, se pravi redundanca pomeni ponavljamo stalno iste informacije. Simplifikacija, torej, kot sem rekla, menimo, da pred nami sedijo bralci, ki so tako neumni, da jim moramo vsako stvar popolnoma 10-krat razložiti ali pa poenostaviti. Tukaj pa zdaj seveda poskušam razlikovati med enostavnostjo. Srečko Kosovel je pisal zelo enostavne verzije, ampak ti verziji so zelo globoki, so zelo kvalitetni, ker je točno vedel, da recimo pri borih, kjer 8-krat ponovi bori, temni bori, v nemi grozi, bori, najprej v tihi grozi, potem bori, v nemi grozi, najprej tiho, potem nemo. Se pravi, vedno ponovi besedo bori v drugem kontekstu. Ne ponovi samo bori so lepi, bori so v gozdu, bori dišijo, ne? Ampak da vedno v nek drug kontekst. To je enostavnost. Simplifikacija je pa, kadar mi namerno poenostavljamo, zato ker menimo, da nekdo pred nami ne more tega razumeti. Patetična sentimentalnost, tega je danes ogromno. Ljudje mislijo, da so čustveni, so pa tako patetični, da jaz vedno rečem, da bom dobila sladkorno, ker neham brati potem, ali pa si rečem, imam dovolj robčkov, da bom tole prenesla, ko bom brala naprej. Potem tudi izognitev zgolj privlačni zgodbi. V današnjem času menijo, marsikdo meni, da ne bo bral nečesa, če ne bo zgodba privlačna. To pomeni zelo napeta, zelo predvidljiva, zelo klišejska. Univerzalnost, večpomenskost, ne bom z tega brala zdaj, ker bomo rajši na besedilu, avtoreferencialnost in fikcijskost. Zakaj sem tudi fikcijskost poudarila? Saj to ni samo moja iznajdba, to sem pač več svetovno znanih klasikov tukaj, seveda v svoji knjigi Teorija pripovedi, če vas bolj zanima, sem to bolj natančno razložila. Mi smo zdaj v času resničnostnih šovov. In nekateri ljudje menijo, da če piše spodaj ali v knjigi ali v filmu. Knjiga je napisana po resničnih dogodkih ali v filmu, film je posnet po resničnih dogodkih, da to že kar avtomatično pomeni, da je kvalitetno. Ker v smislu mi bomo zdaj bolj verjeli temu, ker je resnično. Ampak resnica je lahko skonstruirana v resničnostnem šovu, se tisto, kar vi gledate, ne dogaja pred vami. To je vse že naprej v scenariju določeno. Se pravi, sploh ni resnica, ko potem rečeš komu je, pa kaj gledaš te neumnosti, pa reče, ja, zato, ker je resnično. Ni resnično. V tem je stvar. Takole. Zdaj pa bi jaz začela kar s Aleksandro Verkovo, Temna ljubezen. In bi tule rabila eno pomoč, najprej si bomo prebrali, če ima kdo rajši papir, bom jaz dala tule papir, pa si lahko vzamete. Ker sem tudi papir razmnožila, drugače imamo pa tule, ne? Jaz bi tule prosila Tatjano, nujno rabim njeno pomoč, če prideš sem lahko. Pa če bi lahko bila ti terapeutka. Aha, okej, čakaj. Pa bi brala, zato ker se mi zdi, da je zelo dobro, če slišite glas prevajalke. Jaz tukaj res nisem nič upletena, jaz sem samo bralka, Tatjana je pa prevajalka, bi se ji rada tukaj na tem mestu osebno zahvalila, ker smo se nekaj let nazaj srečali na našem sejmu na Ferentovem vrtu in sem jaz potem od nje nekaj knjig kupila, ona mi še nekaj podarila, to ona vedno tako naredi, in sem jaz tam srečala Temno ljubezen in to se mi zdi knjiga vseh knjig, jaz kvalitetnejše knjige iz
20. stoletja še nisem prebrala, pa morate res vedeti, da imam 50 zvezkov doma velikih izpisanih knjig, ker berem že svojega 6. leta in si vse izpisujem. Tako da to je res ena izmed knjiga, vseh knjig bi lahko rekla. In bi zdaj prosila, da boste začutili, kako deluje ta dialog. Bom pa samo na kratko povedala, ne bom cele zgodbe, ne, ker to boste potem, ko boste prebrali, bo tudi za vas bolj zanimivo. Gre ena ženska, takole se sprehaja in zagleda tam eno sobo, se mi zdi, ne? In v tej sobi vidi moškega, priklenjenje na verige. In kaj vsaka ženska vedno naredi, če vidi nekoga, da je priklenjen, ni važno, moška je ženska. Ja, pomaga, a ne? Ženske smo zato na svetu, da smo sočutne, to je naša prva poklicanost, ne pravijo. In gre tja in reče, kaj pa je s tabo, kaj se pa dogaja? In on, jasno, ne, zelo ga vse boli in ona mu pomaga. In ko se on nekako odklene z verig, on hop njo, pa jo zaklene in jo ima on priklenjen. In potem reče, pa kaj si naredil, jaz sem tebi pomagala, zakaj si ti zdaj mene priklenil na verige? To je seveda simbola, ne, ko v ljubezni veriga gre lahko z ene na drugo, ampak zdaj seveda zelo zanimivo je, da je v bistvu tako opisano, da ne vemo, ne, ali je to se resnično dogaja, dejansko potem vidimo, da gre za te stereotipe, torej kaj je ženska pripravljena narediti v zvezi, do kam mora ženska še potrpeti, oziroma kaj je sploh ljubezen. A je to zgolj posesivnost in tako naprej. No in ker ta ženska mora seveda k terapeutu, bi zdaj radi prebrali, kako to deluje. Lahko bi šli stran. Kaj? Pravim, da bi lahko mirno šli stran. Saj ste vedeli, da so te verige pravzaprav precej klavrne. Kaj pa še? Lahko bi šli stran, zbežali, saj ste hoteli. Nisem mogla. Pa tudi če bi. On me rabi, zakaj bi torej bežala? Kaj bi počel brez mene? Hoče biti z mano, sam me je ujel. Po noči se včasih pritihotapi, leže k meni in me greje v hrbet. Ta živi dotik mi je ljub, ampak moram se delati, da spim. Brško gotovi, da sem budna, izgine nekam v kot in s čim upadljivo glasno ropota. Preklinja z barvico v roki ali pa se na glas požvižgava, da bi mi bilo jasno, da me ne rabi, da me ne opazi, da mu sploh ni do mene. Dan za dnem mi to sistematično daje vedeti. Dan za dnem, sistematično. Od tega je odvisno. Komu bi sicer dokazoval, kako zelo mu je vseeno, če na meni? Na kom bi se izživljal svojo prevlado, svojo močjo, če ne na meni? Najlepša hvala. Pa poglejmo, katere kvalitetne lastnosti tega romana sem opazila v romanu. Sveda zdaj vam moram celotno zgodbo, to bomo šli kar tako po točkah, ne? Najprej inovativnost. Kako je tukaj prikazana ta posesivnost oziroma ta, kako bi rekla, odnos moški-ženska v nekem ljubezenskem odnosu, ki ga tudi Adrienne Rich, ki jo tudi Tatjana Jamnik v spremni besedi citira, povzema. In sicer to je odvisnost od odnosa. Marsikatera ženska ne zna zaključiti svojega odnosa, ker si reče, kaj pa jaz sama, saj enega moram imeti, tega še najbolj poznam. Se ga bom kar držala, saj ni važno, kaj bi pa sosedi rekli, jaz ločena in tako naprej. Se pravi, odvisnost od odnosa, sočutje na napačnem mestu, ženske smo dostikrat sočutne na napačnem mestu, tudi moški, no, ampak zdaj govorimo pač ta ženska perspektiva noter. In pa seveda slaba samopodoba, torej ženske imajo večinoma slabšo samopodobo v sebi kot moški. Druga in četrta lastnost, ki se kaže v tem romanu tudi, ne samo, da imajo slabo podobo v sebi, tudi druge prezirajo. Če se druga loči, najprej reče, ja, ni mogla malo poskrbeti, da bi še skupaj živela. Kako pa bi se kar ločila? Pa bi se sama morala tudi, recimo, če bi malo pogledali, kakšen je njen zakon, naprimer. Torej, ustvarjalni odnos do stereotipov. Jaz nisem še videla, da prebrala boljšega romana, kjer bi se stereotipi dejansko tako očitno razgrajevali, da ti točno, ko prebereš to, si rečeš,
točno, se tako lahko določen zakon deluje, ne? Se ni mišljeno, da tako vaš zakon deluje, ampak določen zakon lahko tako deluje. Aha, a tako umetnik, ker njen mož oziroma je umetnika, ne? A tako umetnik egocentrično deluje na ostale ljudi, tako požiralsko, tako, ne vem, lakomno in tako naprej, ne? Torej vse te stvari. Nepredvidljivost. Tukaj pa, lejte, sem brala skoraj do konca, pa nisem vedela, kaj se bo na koncu zgodilo. Res tisto, da si detektiv, ne? Ker bralec naj bi bil detektiv. To bralca tudi privlači, ne samo, da ve vse, kaj se bo zgodilo. On mora iskati, tudi če ni kriminalka, kaj se bo zgodilo. Ni redundantnost, simplifikacije, ni in tako naprej. Univerzalnost. Tukaj zdaj lahko rečete, ja, a ni ta roman samo za ženske, ne? Se pravi, če se ukvarja z ljubeznijo. Ne. Ljubezen ni samo tema za ženske. Nažalost je to napačna formulacija, ne vem, od kdaj se že to vleče. Ljubezen nas temeljno določa vse. Vse spole, vsa bitja, tudi živali, tudi rastline. Torej, vse temeljno določa ljubezen. Jaz mislim, da je za več tipov bralcev, več pomenskost, absolutno vi lahko to razlagate. Lahko prebere nekdo, ki sploh ne mara simbolov, se noče ukvarjati simboliko, pa bo vseeno razumel. Nekdo, ki ga niti ne zanimajo problemi v zakonu, pa bo vseeno določene stvari začutil tudi, ker knjiga deluje tudi na nezavedni ravni. Knjiga nikoli ne deluje samo na zavedni, ampak tudi na nezavedni ravni. Moram vam reči, ogromno sem prebrala, ta knjiga me je tako pretresla, da sem bila potem kar besna, se ste videli, da še dela malo, ne? Na določene stvari, ki so okrog nas, pa jih sploh ne vidimo in se delamo, da jih ni. Avtoreferencialnost. Ona zelo dobro ve, da piše knjigo, ki tudi malo terapevtsko oponaša, ne? Ker vse knjige, ki se pa zdaj ukvarjajo, večina knjig, ki se ukvarja z ljubeznijo, so terapevtske, kot češ. Spoznajmo moškega svojih sanj, rešimo svoj zakon in tako naprej, ne? V tem smislu terapevtske mi se tudi malo posmehuje z tega terapevtskega. Zdaj ste videli ta, terapeut pa pacient oziroma pacientka se pogovarjata. Fikcijskost, absolutno tu ne boste vedeli, ali gre za fakt ali fikcijo, čeprav sami mi vemo, da je imela Aleksandra Berkova zelo težko življenje, da je bila zelo nesrečen človek, da je imela tudi najbrž probleme z vezami, ampak vendarle to ne bo napisano tako, da bomo mi lahko točno prepoznali vse. Jaz bi samo na kratko Ano Bolavo v temo, predstavila, ker ne moramo vsega prebrati, ni časa in tudi ne moramo vse predstaviti. Zakaj se mi zdi kvalitetna, pa bom šla nazaj, Ana Bolava? Zaradi tega, ker je tudi inovativna. Namreč, če koga zelo zanimajo rastline, oziroma sploh narava, pa ne mislim zdaj to moderno ekokritiko, ampak nasplošno ta odnos do narave, se mi zdi, da Ana Bolava v temo tako dobro predstavi zeliščarko. Zeliščarka je tako in tako nek simbol za žensko, ki se bori. Ne veste, da so ravno čarovnice, ki so bile zažgane od 16. stoletja naprej, največ je bilo zeliščarka, ker je šlo tudi za ta prestiž, ali bodo moški imeli tudi zeliščarstvo ali ne, oziroma tiste ženske, ki so bile zeliščarke, so delale tudi splave in tako naprej in so bile seveda zelo nezaželene v družbi. Se pravi, to je zeliščarka in prevajalka in kako dobro Ana Bolava opiše to, kako recimo se počutiš, ko nabiraš zelišča, a hkrati mi ne vemo, a je ta ženska popolnoma zdrava. Torej, zelišči zdravimo. Se pravi, tisti, ki zelišča obvlada, bi ne bil tudi sam zdrav, recimo, ker ve, kaj zase poskrbeti. Ampak počasi odkrivamo, ker to je tudi kriminalka, da tudi z njo ni vse v redu. Zdaj, kaj ni v redu, kako ni v redu, seveda se počasi prebiramo. Glede na stil je ta dosti bolj preprost stil, ampak kljub temu zelo kvalitetni, ker niso vsi preprosti stili seveda slabi. Absolutno ne gre za statično imaginacijo v tem romanu, zato ker si mi lahko predstavljamo recimo tako natančno lipo, recimo, ne vem, jaz sem tudi obirala že lipo, cvetje, ampak ona tako piše, da vi začutite, začutite te lipe in potem tudi ona naredi celo sistematizacijo, kdaj se lipa ubere in kako se počutiš, ko te lipa sprejme. Včasih te pa drevo odžene stran, ko ti hočeš utrgati, pa te odžene. Torej, kvalitetno, ne bom šla po vseh kriterijih, gremo naprej.
Bom prebrala še iz Huberta Klimta, Dobžanecki, Tatjana najbrž se narobe prebrala. Prav? Ja. To pa, ne vem, celo noč razmišljala, da narobe, pa mi je uspelo, evo. Tukaj se mi pa zdi ta roman kvaliteten, predvsem lahko rečete, da je roman ali pa da so 3 pripovedi, ni važno, ne? Tudi to je že kvalitetno, da se nam treba ukvarjati, da je to res roman ali ne. Druga pripoved se mi zdi najmanj kvalitetna, ker hoče preveč pojasnovati to rožo. Prva in tretja se mi zdi pa res zelo kvalitetna. In sicer gre za njegovo tudi osebno zgodbo, tudi sam, torej Hubert je šel na Islandijo, tam je delal in se mi zdi zelo kvalitetno, ker nam predstavi določene probleme, ki jih imamo sami s seboj, torej staranje, minevanje, na čisto nov način, inovativen način. In sicer, ker ne more nič drugega početi, a ne kot tujec, kot Poljak, lahko vzame samo službo v domu za ostarele. Tam pa in sicer najtežje mu dajo, previjanje, umivanje teh starih ljudi. In on ne opisuje, kako trpi v tem domu, pač opiše, kako spozna tole žensko, v kateri bomo zdajle srečali in da je ta mu povedala nekaj najboljšega v življenju, da mu je res odprla oči in kako si lahko starejšim človekom zelo dober prijatelj, čeprav ga ti neguješ, je od tebe odvisen in kako je lahko ta starejši človek še vedno dostojanstven, da mu ne ubiješ vsega, ko ga narediš za umazano cunjo, ko ga samo premikaš pa pereš in tako naprej. Se mi zdi en tak res zdrav, vitalističen, ampak ne patetičen odnos. Ker nekateri pa zelo empatično sicer pišejo o starih ljudeh, o vseh problemih, ampak se potem zraven zjokajo, koliko sem jaz dober, ko sem tako dober do teh starih ljudi, poglejte me, kakva dobrota me je, ko jaz znam tako dobro opisati te stare ljudi. Roža je vedela za moje pesmice. Nekoč sem mi povedal štorijo o pesniški zbirki in tudi za težave sem jim povedal. Voda se je ohladila, prosila me je, naj pomagam iz banje. Na stol sem položil brisačo, tako kot vedno, sedla je nanjo. Z drugo brisačo sem ji osušil telo, segel sem na polico po olje in ga počasi začel tirati v njeno idealno kožo. Ko sem jo masiral, sem se začel zavedati, da ima roža morda prav. Morda pa ni bila radovednost, ampak nezavedna želja po begu tisto, kar me je napotilo na otok, najdlje, kamor je bilo mogoče. Najdlje, kamor se je dalo bežati od spominov iz otroštva. Ali pa na tisti božični večer v dvoje s slabo počenim krapom pred sabo in že spet njene solze in žalost in že spet njeno nezadovoljstvo z mojim darilom, oblak, osamljenost, čeprav je družina s Krakova vsako leto vabila, ampak ona ni hotela iti. Jaz sem bil najboljša goba za njeno gorje. In ko sem se do skrajnosti napojil in nisem več mogel pijati tujih težav za mir in fobij, sem zbežal. Mogoče imaš prav, Roža. Mogoče je res tako, kot praviš. Jaz mislim, da univerzalnost tukaj absolutno gre za to, kako mi lahko prisluhnemo človeku, ki je drugačen od nas, tudi če je starejši, tudi če je od nas odvisen. Kako smo lahko empatični v svetu, kjer je zelo malo pravic, on je kot Poljak tam popolnoma brez pravic, nima stanovanja, nima vsega, se pravi, ne obrne to svojo stisko, neko sovražnost, v neko zdaj bom pa tudi jaz do vas grd, če ste vi do mene grdi in tako naprej. In stvari se mu potem uredijo, ker je tudi on zelo sodelujoč in empatičen. Potem tudi stil, kako on ponovi določene stvari, da dejansko vi začutite neko čustvo, in to pristno čustvo. Vsaj jaz sem to začutila. Pristno ljubezen do ljudi, do narave, pa do recimo, pa željo, da bi se stvari spremenile. No, to se mi zdi zelo pomembno. Struktura je tudi drugačna, že to, da mi ne moramo reči, da je to čist klasičen roman, ker iz 3 zgodb sestavljen, že to se mi zdi. Izogiba se črno-beli karakterizaciji, torej starčki so samo nemočni, senilni, starčki, mi mladi pa vse obvladamo, vse znamo in tako naprej. Avtoreferencialnost, fikcijskost, torej res se mi zdi, da ti 3 romani, ki sem jih izpostavila, seveda sem potem pripravljena še na vprašanja, so zelo, zelo kvalitetni in sem zelo vesela, da sem jih prebrala. Tukaj bi se pa še enkrat rada Tatjani Jamnik zahvalila. Sem vesela, da jih je prepoznala in prevedla.
Ogromno je prevajalcev na tem svetu, ampak prevaja zato, ker jim prijatelj reče, da to prevedejo, ali zato, ker jim založba to naroči in so to popolnoma nekvalitetna dela. Jaz samo mečem, sposojam si in mečem tja stran, ko ne moram to prebrati. Če pa vzamem iz Police Dubova knjigo, je pa res redka taka, da je ne preberem do konca. No. Še enkrat hvala.